Pretekli teden se je vse vrtelo okoli denarja. O slovenskih financah so razpravljali tudi na zasedanju v Vilni, kjer je pozitivni slovenski minister za finance Uroš Čufer miril evropske kolege, da je Slovenija svoje težave sposobna reševati sama. Seveda pa zato potrebujemo nekaj več časa, kajti prav nič preprosto ni. Ampak mi imamo zdaj, fiskalno pravilo pomeni toliko, mi imamo pa zdaj toliko. Zdaj moramo mi ta veliki krogec postopoma spraviti v ta mali krogec. Kot je že pred časom pravilno dojela pozitivna poslanka Maša Kociper. Kako težka naloga je to, kar poskusite spraviti večji krogec v manjšega, pa v vrhu evroskupine očitno niso dojeli, saj so Čuferju svetovali, naj pospeši korak. Še dobro, da se naš pozitivni minister ob tem napotku ni spotaknil in padel. Nasprotno, zbral se je in v domovino poslal sporočilo. Nobenega pritiska nisem čutil. Nasprotno, vsi vedo, da imamo kar veliko denarja na računih in za zdaj smo sposobni svoje težave reševati sami. Kateri oziroma čigavi računi so to, Čufer ni povedal. Med slovenskimi varčevalci pa je vseeno zavladala panika. Načina, kako namerava priti do denarja na računih, finančni minister ni omenjal. Je pa zelo malo verjetno, da se bo odločil za osnovno varianto z masko in pištolo. Tak način je namreč precej zamuden in medijsko neugleden. Po drugi strani pa ima tudi odločitev za spletno nabirko svoje pomanjkljivosti. Pred polnim zagonom zajemanja denarja preko spleta je namreč treba natančno preštudirati priročnik Hekerstvo za telebane, kar pa spet zahteva čas. Tega nam, kot je splošno znano, kronično primanjkuje. Zato vlada že razmišlja, da bi na pomoč poklicali inštruktorje iz tujine. A tudi v tem primeru bi trajalo vsaj pol leta, preden bi zadeva resnično stekla. Razumljivo je torej, da se bodo vladni talibani ta čas trudili najti vzporedne vire z dviganjem davkov, prispevkov in različnih pristojbin. Žal, tako zbrana sredstva ne zadoščajo niti za najnujnejše naložbe, zato je bila država prisiljena celo obnovo spomenika dragemu tovarišu maršalu Titu v občini Log Dragomir financirati z evropskimi razvojnimi sredstvi. Brez pravega učinka bo na žalost ostal tudi denar porabljen za risanko Patria, s katero so želeli na nacionalki poučiti najmlajše, koga morajo na vso moč in iz vsega srca črtiti, če hočejo za domovino s Titom naprej v demokratični socializem. Prisrčna zgodba se začenja nekoč nekje. Piše se leto 2006. Prijeten ženski glas otročičkom razlaga, kako je Slovenija kupovala oklepnike in se zapletla v kriminalno raboto. Policija dobi namig, da naj bi se vlada in finsko podjetje dogovorili. Če mi dobimo posel, vam bomo dali nekaj denarja. To pa je podkupovanje oziroma korupcija, ki je kazniva. Nazadnje pa otročički izvedo še za imena podlih kriminalcev. V Sloveniji so zato, ker naj bi prejeli podkupnino, že obsodili nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo ter poslovneža Ivana Črnkoviča ter Antona Krkoviča. In hudobni volk je bil premagan. Bravo, RTV! Žal pa te poučne zgodbe ni več najti v arhivu naše javne TV hiše. Redakcija otroških in mladinskih oddaj in vodstvo javne hiše sta namreč popustila pritisku desničarskih skrajnežev in jo umaknila. In to ravno zdaj, ko smo proti Janši pridobili trden korpus delikti. Kar oglejte si karikaturo, ki jo objavljamo. Na njej je narisan denar, ki si ga je zloglasni mister J
prilastil kot podkupnino. Na njej je tudi sam Janša, ki ga seveda ne vidite, ker je neviden. Seveda samo zato, ker se je zelo potrudil prikriti svoje podlo dejanje.